O, hello, dober dan. Prihajam z darili. Svaka čast, lepo lepo. Živijo. Živa. Flaška. Bravo. To imaš res? Marila za zaščito. Kakšna marila? Marila. Fajn. Zdaj mi pa najprej povej, kako bi si ti želela, da bi te ljudje prepoznavali, poznali. Kdo je Tanja Blatnik? Game changer. Ma, game changer? Kaj, ne, to so vedo, to je to, jaz to vzamem. Aha, no, veš, kako sem te jaz napovedal? Kot neke vrste reformatorje v teh podjetjih. To je game Velikih. changer, ne? Game Zato changer, sem tako, no. In da si v bistvu Ja. ti tista, ki si začela najprej, ne vem, leta nazaj z nečem, kar smo rekli digitalizacija. Pa smo pol te iste stvari, zdaj mogoče rečemo digitalna transformacija. Skozi neko spreminjanje. A je to tvoja vloga, naravna? Ja, nam rekla, da sem digitalizirala, ampak mogoče dosti hitro razumela, kaj dejansko to pomeni, pa kaj vse je treba spremeniti. Ne. Mislim, digitalizacija je po mojem mnenju na dveh koncih. Ne. Ena je ta avtomatizacija, to je v bistvu najlažje v tem. Kje se pa zakomplicira? Pol, ko je treba to delati, s tem orodjem, s temi, ko je treba vprašati, ali imamo prave kompetence, ali smo prav organizirani, da bomo to izvajali, ali imamo delovna mesta za to, da to delamo. Zdaj si pa ti predstavljaj, da imaš neka stara pravila, kolo mi se še štempljamo v službi, ker to je najbolj pomembno, da prideš v službo, nekaj delaš, v vsej tej mobilnosti, kjer je pa drugi del digitalizacije, ne? Drugi del digitalizacije pa v zunaj dogaja. Zakaj te prepoznajo kot učinkovito? Meni se ful zdi v hitrosti odločanja. Dosti hitro, tam, kjer treba, se dosti hitro lahko odloči. A smatraš, da je to en tak globalen menedžerski problem, da se ne znajo ljudje odločati? Vse ni treba. Zakaj pa misliš, da se ne znajo odločati ali pa da se jim ni treba? Ker so omejeni z vsemi temi pravili. Pač tukaj piše, da je to jaz ne, se pravi jaz se ne, kdo pa jo ne. To, da so velika podjetja ponavadi malo manj agilna, da so zakopana s pravili na pravilo. Kaj ti pripisuješ, da je razlog, da se tako naredi? Če priješ v neko staro podjetje, se nekaj zgodi in pol se ustvari pravilo v zvezi s tem, ker se ne sme več dogajati. Recimo. Neka zakonodaja pride in se zelo zakomplicirajo zadeve, pa se je spet neko pravilo postavilo. Pravilo na pravilo na pravilo. S tem, da v teh starih družbah tako, ti informacijski sistemi so tako stari, da moraš ti včasih lopato, s katero odrezaš po sistemu še narediti, kaj šele sistem narediti. A veš, kaj mislim? To je katastrofa. Ne? Zdaj, se tudi ta sistem ti malo, ko pa to, pa ljudje so tako navajeni, šefu ni treba, ker itak so od nek pravila, pa to tako ostane. Kako naj se eno tako podjetje loti transformacije, da bo postalo agilno, v stranki usmerjeno, da bo imelo zavzete zaposlene in tako naprej? Ampak ta nasvet dejansko lahko outsourcaš. Evo, recimo, greš in rečeš, kdo to ve, in potem pridejo ti veliki ljudje, veliko denarja in rečejo tako. A veš, dig in je, treba je dig in, se ni to težko, pač spremeniti se moraš. Se pravi, poleg tega, da ti svetovalci povejo, kako to narediti, bi rabila še nek onboarding tvojih ljudi, da bojo to znali delati. In skozi spremlja, to je skozi ongoing. Te pri taki transformaciji misliš, da ti sploh ne more pomagati nek svetovalcev od zunaj? Lahko ti začne, ja. Lahko ti začne nek mindset, lahko ti začne nekaj spreminjati. Sam, ko on gre, to zdrifta pol nazaj, če ne delaš skozi na tem. A pravilniki so smrt? Taki, kakršni so sigurno, eni so tako 15 let stari. A pa bi jih lahko dal z mize, pa rekel, zdaj bom pa na novo to napisal. Pa rečeš, 3 mesece imamo vsa pravila na novo. In? To je kruto. To je pa za vodstvo, po mojem, katastrofa. Ampak tam se vse to fura. Sej zaposleni bo pač sam šel po tej poti, pa bo pizdil, če šefa tako ali tako. Ja. Dela pač, kar dela. Ker vodstvo moraš začeti in pravila v zvezi s tem moraš zradirati. Da mi razloži, kje se z tega posla navadila? Pa se ljudje smo taki in onaki, pač najdeš in vidiš, kje te stvari malo motijo in pol prvi začneš to malo spraševati, narediš ene par projektov, pa vidiš, da to res funkcionira. Tako, learning by doing. Pa probaš malo te stvari. A ne se ta agilnost zdaj, ni nič drugega. Probaj, da vidiš, če bo, ker imaš občutek, da bo. Kaj bi dala na svet, recimo, takim zrelim podjetjem, ki morajo narediti eno tako transformacijo in začeti spreminjati se in tako naprej? Jaz še vedno mislim, da ni nič narobe, da najdeš nekoga, ki ti malo odpre ta vprašanja v zvezi s tem. Da že to začneš, pokaže pripravljenost, da boš nekaj naredil. A lahko brez toliko pravilnikov veliko podjetje funkcionira? Lahko. Nek ritm recimo vzpostaviš, ampak mora biti raven toliko fleksibilen, da ti daje možnost spreminjanja. Recimo, mi smo zradirali celo organizacijo, vse znuliramo. Če bi nekdo delal v oddelku, je bilo jasno, da je manj kot jaz. Zdaj pa, kdo bo to vodil?
Ja, to sem ponavadi jaz. A pa ti to znaš? Ja, sej znam, ja. Po moje pa ne, po moje pa ta zna. Bomo dal njega tja, ne? Pa koliko se tega middle managementa pol zmanjšali, prvo, ki ste to naredili? Mi smo se ukvarjali, zdaj, koliko pa rabiš šefov imeti, ne? Koliko pa rabiš ljudi imeti pod sabo, da si dejansko direktor, recimo, ne? Zdaj recimo, ti si izvršna direktorica, koliko ljudi je neposredno k... 5 jih imam jaz, neposredno pod mano. Ok, koliko je pa vseh skupaj v tem Posredno jih imam tvojem... pa 400. Kje je sprememba? Še zmeraj imamo enega izvršnega direktorja, Sprememba je eno raven direktorjev ali pa nekih vodij, pa pol še eno raven nekih Ker vodij. ni bil namen, da spreminjamo število vodij. Se pravi, vi ste samo organizacijske enote preimenovali, pa v bistvu organizacijske enote namesto imenom ste dali neke aktivnosti, ki jih morajo izvajati. Ja. Vi ste se v bistvu enih okovov, ki ste jih imeli, ste se razvezali, da lahko začnete na novo. Da lahko začnemo delati. No, okay, to je bil prvi korak. Kaj pa pol? Pa se mora pa začeti odzivati na te spremembe. Koliko pa kakšna tehnologija pri tem pomaga, pa pomeni? Tehnologijo moraš izkoristiti za to, da lažje nekaj speleš. Ne? Ja? Ko jo imaš, moraš pa se vprašati, kako boš z njo delal. V bistvu se velika podjetja ful z več stvarmi morajo ukvarjati za neko spremembo na RSKM-jih. Ja. Okay. Pri tem, da imamo še zapečaten vse, kako je treba in ko imaš zapečaten, ne moreš in pol ne narediš in pol se ti vse sesuje. In ti prav uživaš v takem delu. Meni je to ful dobro. Neko podjetje je malo zaglavi, nekje se ne odvije dobro. In ugotovijo, da imajo preveč ljudi glede na to, koliko imajo dela. Ali je bolj ohraniti vse ljudi, pa zmanjšati generalno, ne vem, plačo za 20%, ali je bolj 20% ljudi dati preč, pa ohraniti tistem, ki so noter, iste plače? Če gledaš z vidika podjetja, je bolj racionalno, da grejo ljudi. Okay. Ker je učinkovitost tistih, ki ostanejo ful bolj pomembna, se ni nujno, da grejo ljudje, se grejo nekaj drugega lahko tudi v podjetju delati. Ko pa prideš do tega, predvsem v kriznih časih to tako je, če hočeš rešiti, moraš kor rešiti. In kor nekako ne moreš rešiti z vsemi zaposlenimi. Zakaj se mora ena zavarovalnica, ki je pač uveljavljena, ki zgleda čist seksi in tako naprej, kva so razlogi, da nujno rabi to transformacijo? Kaj je tisto, ki špikne, zdaj je treba, tako je treba? A veš, zakaj ne bi še 2 leti počakali? Absolutno bi lahko, ja. No, ampak pa bojo vsi tisti taki, ki si ti šli z nekimi novimi ideji, pa bo vsaka stranka rekla, s tem pa ne bom delal, ker to ne bom in pol počasi to degradiraš. Mi smo toliko naoljene mašine, da sigurno lahko ful dolg časa še tako delamo, pa malo smo še vplivni, pa rečemo ne, pri nas pa ne. Pri nas pa pač tako je. Ne, absolutno se da. Daj mi povej, kako se je ta transformacija, ki se ti v vasu peljala ali pa so ustvarjala, se že kakšni poslovni učinki tako poznajo, navzven? Ne, jaz sicer verjamem, da se pozna. Veliko, bom rekla že tako, z vidika tega, ko pridejo novi zaposleni, recimo, jim je fajn delati pri nas. Ko delamo z podjetji, jim je v redu, radi delajo za nas. A pa je to mogoče malo hajpa tudi zdaj, da se morajo velika podjetja lotati nekih takih preobrazb pa tako naprej? Ne, a veš kako je? Svet okrog tak je, pač ne tako, kot si rekel. Domov greš na vse te digitalne zgodbe in doma se obnašaš tako, svet se obnaša tako, otroci se obnašajo tako, vse to je. Pa imaš pa občutek v podjetju, da nekaj moraš narediti. A je mogoče eden od pokazateljev, da ti nujno rabiš nekaj narediti, to, ko se ti v službi drugače obnašaš, kakor pa, ko se obnašaš doma, ko si potrošnik? Absolutno, je to prvi. Takih podjetij, kakor ste bili vi v ASU, ki se lotevajo neke take transformacije, verjetno še nekaj. Zanima me, kaj so neki taki prvi pokazatelji, da si na dobri poti, ko to delaš? Ko je ljudem kul, ko vejo, da delajo smiselne stvari, ko razumejo neka pravila, ki obstajajo, ki ne razumejo, ko vidijo smisel v njih, ko nimajo nonsense worka, ko pridejo pa neka dodano vrednost dajo, ko šef vidi, da dela, Ampak se ti vseh ljudi ne moreš preobrniti. A veš, jaz tako mislim, da včasih je za tega, da se klima popravi v podjetju, v smislu ta delovna klima, da včasih največ narediš s tem, ker nekateri ljudje grejo iz podjetja. Absolutno. Da ne moreš nobene druge spremembe narediti toliko močne, kakor to. Isto, kot včasih tudi ne moreš to tehnologijo naprej, pa drugo vzameš. Tudi pri ljudeh je to.
nekaj časa delaš na tem, vseh ne moreš zamenjati, ne, ali pa ne vem, je to tako iluzorno, probaš poiskati neke rešitve, je pa tako, sej ljudem pokažeš, da najdeš best in the person, a veš, to je tako, pač njega smo zaposlili zato to dela, zato ni dober dio. Kaj pa, v čem je pa dober, mogoče pa je v čem dober? Verjetno nisi glih pač best friendica v podjetju z ljudmi, ki jim mogoče neke spremembe niso všeč, ki jih prinašaš. Mislim, verjamem, da je ljudi strah tega sploh. Recimo, je strah, kadar kakšen nov tim prevzamem. Po drugi strani pa, če dobro te stvari narediš, pridejo nazaj in rečejo, še dobro, da si prišla. Razumem. In to sam čez to rabiš, zato ti povem, da rabiš želodec za to. A je tako, da je življenjska doba takega človeka v eni firmi? Se ti ne moreš. Če ti 20 let neke spremembe delala, sam ti limaš tisto plast na plast. Si predstavljam, ko nekaj oddelaš, narediš en korak transformaciji, ne, da moraš pol mogoče spet en nov teren dobiti. Ja, nov teren, ampak lahko v isti firmi. A verjameš, da bojo neki inšurtehi prišli pa vzeli velik del pogače? Ali kako mi se bo transformirala ta dejavnost cela, znotraj katere pač ti ustvarjaš? Ne verjamem, da bojo vzeli velik del pogače. Zato, ker je toliko pravil. Ker je tako regulirana dejavnost. Ker je toliko regulirana dejavnost je eno, druga stvar je pa, kar mi prodajamo, je težko razumljivo in ne moreš posplošati. Tako se mi zdi. Recimo, ne vem, mogoče je ena od stvari, ki lahko doleti zavarovalnice, to, da imamo več lastniki avtomobilov. Pa da bo, ne vem, se dejansko storitev... Ja, lahko pa to počakamo, pa imamo imeli probleme z organizacijo. Ne, ampak hočem povedati, ne se en kup je enih nevarnosti. Ne? Jaz sem vedno smatral, da se podjetja morajo prilagajati zaradi zunanjih dejavnikov. Ne? Najbolj, ja. Ne, sej to drži. Najbolj zaradi zunanjih. Vsega še vprašam, veš, to igro asociacij, ki me zanima, kaj je zate, recimo tako, izvrsten produkt. Tesla. Kaj pa je vrhunski marketing zate? Nimam odnosa do tega. Nimaš? Zadovoljna stranka? Kaj happy? Kaj ti smajlija da v tvojem poveživu? Dream business zate? Tole. Meni je dobro to. To početi? Ja, meni je to fino. Ta game changer mi cool, veš. To bi jaz počel. Game changer. Kakšnih bolj zahtevnih podjetij? Ja, v bolj zahtevnih, to je eno. V bistvu zadnje čase me skozi večji izziv v podjetjih, ki rastejo to početi. Kako spremeniti game, da je še zmer seksi? A veš, ko ne... Se pravi, pri takih, ki so toliko zrastli, da že rabijo pravila. Se pravi, ko ne morejo več funkcionirati po zdravi kmečki pameti. Ja, in rabijo pravila. In koliko jih moraš dati, tisti minimum pravil, da funkcionira. Ker pol ta velika lahko dropnejo na tja dol in to še zmer funkcionira. Zastopam, ja. Tako to nekako to skupaj dati, to je cool. Kaj sem te jaz pozabil vprašati, pa bi se sama vprašala? Če sem lačna. Si? Ja. Greva jesti. A še kakšen nasvet daš? Živjo sem. Pite na dopust. Pa ne, tako, ja, ne, to bi pa res, po mojem, tak cool nasvet mi je. Balance your life, tam je tako. Da je vsega pomalj me, vsega. Ne se preveč driftati za vsako stvar, ne za službo, ne za doma, ne za nič. Vse moraš imeti. To pa je cool, tako preživiš. Tanči, hvala. En life.